Prenovljen stadion, polne tribune, sladka zmaga, v Lendavi je prva liga na dosegu roke, pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Na matični stadion se je v tem krogu vrnila tudi Bistrica, a ni imela razlogov za veselje, 4 žoge so jim v mrežo pospravili igralci Brinja Grosuplja. Lokalni derbi je imela na sporedu tudi Krka, Novomeščani so na stadionu Matije Gubca vknjižili prvo zmago pomladnega dela. Junak srečanja v Dekanih je bil Hrvat Franko Čordaš, s hat-trikom je potopil barko Slovana. Pestro bo še na dnu, Jeseničani so razveselili svoje gledalce na tekmi z Rudarjem, v novogoriškem Nalivu pa nismo dobili zmagovalca. Vse je bilo pripravljeno za veliki spektakel prekmurski derbi na prenovljenem stadionu v Lendavi, kjer se je zbralo 2500 gledalcev. Srečanje pa ste si lahko ogledali tudi v televizijskem prenosu. Soočili sta se ekipi z najbolj čvrstima obrambama, srečala pa sta se tudi konkurenta za naziv najboljšega strelca Maroša in Bajraj. Brez golov v prvem polčasu v 57. minuti pa je za hladen tuš domačih poskrbel Vito Štrakl, zadev je po podaji s kota. Domačini so si lahko oddahnili 4 minute kasneje, tokrat kot za gostitelje, nov strel z glavo, dobro je nameril kapetan Pihler. Vsi trije zadetki so padli po kotu. Nafti je 3 točke prinesel Tibor Gorenc Stanković, otresel se je svojega čuvaja in udaril na prvo, brez možnosti za posredovanje je ostal Stefan Močič. Nafta bi lahko že v naslednjem krogu potrdila preboj v prvo ligo, ko bo imela na sporedu derbi vrha proti zasedbi Brinja Grosuplja. Srečanje na Iliriji med gostitelji in Biljami ni imelo večjega tekmovalnega naboja. Ljubljančani so praktično že izpolnili svoj cilj, obstanek, Biljanci pa tičijo na sredini razpredelnice. En gol je odločil dvoboj v prid igralcev pod vodstvom trenerja Karanovića. Akcija je potekala na desni strani, kjer je preigraval Žan Meško. Namesto predložka v sredino se je odločil, da podaja nazaj do Tineta Čuka, ki je spretno spustil žogo s peto. Se dovolj oddaljil od svojega branilca in nato streljal z levo nogo. Od vratnice se je žoga odbila za hrbet Blaža Draščka. Drugi zadetek v sezoni za Čuka, ki je 11. zaigral v drugi ligi Ilirija, je 5. v sklopu drugoligaškega tekmovanja premagala Bilje. V zadnjih 3 krogih je Jadran imel zelo zahteven razpored. Izgubil je z Beltinci in Triglavom ter remiziral proti Brinju Grosuplju. Slovan je bil nasprotnik po meri in s katerim so se Primorci lahko podali v enakovreden boj. V 7. minuti so se domači navijači prijeli za glavo, Jovanović je slabo ocenil let žoge, prehitev ga je Mark Šerbec ter poskrbel za veselje rdečih. A Jadran je imel aduta v rokavu. Franko Čordaš se je ekipi pridružil v zimskem prestopnem roku. Takoj je dobil mesto v prvi 11-terici, a zadetka vse do tega obračuna še ni dosegel. Hrvaški igralec je pohod do hat-trika začel v 13. minuti, ko je sprva izenačil ter slabih 11 minut kasneje še povedel v prednost moštvo iz Dekanov. Gostitelji so imeli fantastičnih 30 minut, v katerih so dosegli 4 zadetke. V 27. je Hoti skočil najvišje, 21-letni nogometaš ni imel še nikoli tako strelsko učinkovite drugoligaške sezone. Jadranu, predvsem pa Čordašu, je šlo vse po željah. Hrvat je 3. gol na tekmi dosegel z volejem z roba kazenskega prostora. Vseh 5 menjav je do konca tekme opravil trener Ščulac, 5 pa je bilo tudi zadetkov v mreži Slovana. Pod zadnji gol se bo podpisal Andreas Aš Ščulac. Jadran je zabeležil najvišjo zmago v letošnjem prvenstvu. Podobno kot Nafta se je tudi Keti Emi Impol prvič po avgustu vrnil na matični stadion v prenovljen športni park v Slovenski Bistrici. V goste je prišel pokalni finalist ter druga ekipa lige Brinje Grosuplje. Po 2 zadetka smo videli v vsakem polčasu. Pajčevino pod prečko je očistil Vinko Skrbin, ko je tekla 19. minuta tekme. Za Hrvata je bil to 55. obračun v drugi ligi in 5. zadetek. Predtem je nosil dres Tolmina in Gorice. V 24. minuti je Pirečnik v kazenskem prostoru na tla spravil Kovača na nedovoljen način. Takšno je bilo mnenje sodnika Begiča.
Izvajalec je bil Nikola Jovičević, vratarja je poslal v eno smer, žogo pa v drugo. Čeprav so gostje po 5 minutah drugega dela igrali z 10 zaradi rdečega kartona Dobnikarja, so tudi po odmoru prevladovali. Jovičević je po prostem strelu presenetil zaspano obrambo Bistrice. Potrditev suverene zmage in dobra popotnica pred finalom pokala ter derbijem z Nafto v naslednjem krogu je prišla v izdihljajih obračuna. Lazarikač je postavil izid 0-4. Krško in Krka imata že precej dolgo tradicijo dvobojev v drugi ligi. Prvič sta se srečala pred 19 leti. Novomeščani v pomladnem delu sezone pred derbijem še niso zmagali. Svojim navijačem so se tokrat odkupili z obrestmi. Leon Bičanič je po golu proti Gorici dosegel še zadetek na drugi zaporedni tekmi. Za hrbet Zalokarja je žogo poslal z roba kazenskega prostora. To je bil edini zadetek v prvem delu igre in edini iz igre, preostali trije so namreč padli po prekinitvi. Dvakrat je bilo za Krško usodno izvajanje kota. Strelom pod prečko se je izkazal Gregor Medle, na kar je 3 minute kasneje tretjič obrambo domačih matiral Josip Krznarič. Izkušeni hrvaški nogometaš, ki je letos že dosegel 2 gola na eni tekmi in sicer v 23. krogu na gostovanju pri Slovanu, je četrtič ugnal Zalokarja s prostega strela. Za Krko je bila to najvišja zmaga proti Krškemu po letu 2012. Takrat so nasprotnike na domačem Portovalu premagali s 5-1. Zadnji klic za Jesenice, ki so v zadnjem kolu zdrsnile povsem na dno lestvice, potem, ko se je odlepila Gorica. Na golu Rudarja je bil Deni Tigan, ki se je prvič po odhodu iz Jesenic vrnil v Podmežaklo. Prvič je klonil v 27. minuti, premagal ga je Albin Ahmetaj. Jeseničani so igrali izjemno požrtvovalno, borili so se za vsako žogo, saj so vedeli, da je to lahko zadnja priložnost za obstanek v ligi. 350 gledalcev je videlo podvojitev prednosti Gorencev v 64. minuti. Obramba Rudarja je klonila, strelec zadetka pa Kristjan Dakić. Velenjčani so na Gorenjsko prišli s pozitivno serijo 7 tekem brez poraza. 5 minut pred koncem so imeli na razpolago najstrožjo kazen. Izvajalec je bil Krefl, ki tekme ni začel v prvi postavi, vstopil je v nadaljevanju. Zanj je bil to že 9. gol sezone. Potem, ko so igralci Tabora kar nekaj časa držali tempo ekip z vrha razpredelnice, bi bili, če bi šteli zadnjih 5 krogov, gladko na zadnjem mestu. Triglav pa na Krasu v sklopu druge lige še nikoli ni zmagal. Tik pred očmi sodnika Jazbeca je padel Lukas Mačak, delivec pravice je nemudoma pokazal na belo točko. Tokrat Brkić ni prepustil najstrožje kazni Vinogradcu, ki se bori za naziv najstrelca, saj je slednji dvoboj začel na klopi. Brkić je bil suveren. Tudi serija menjav na eni in drugi strani ni prinesla spremembe rezultata. Dvoboj dveh trenerjev, nekdanjih soigralcev pri Domžalah Matiča in Đuranovića, se je končal v korist izkušenejšega Đuranovića. Če bi upoštevali le zadnjih 10 krogov, bi bila Gorica mirno na sredini lestvice, Dravinja pa kar na 5. mestu. V Novi Gorici sta se srečali ekipi v dobri kondiciji. Prvi del igre je minil brez zadetkov, hitro po vrnitvi iz slačilnic pa je nekdanje državne in pokalne prvake v vodstvo popeljal Salisu. Dravinja, ki je na Primorsko prišla s serijo 4 tekem brez poraza, je bliskovito odgovorila. 4 minute kasneje je bilo 1-1. Tekma se je bližala koncu, ko jo je v 80. minuti prekinilo močno neurje. Ko se je srečanje nadaljevalo, ni bilo več golov na eni, ne na drugi strani. S točko so se Goričani otresli družbe Jesenic.
En zadetek je zadostoval Iliriji, da je doma premagala Bilje Brinje Grosuplje, se domov z gostovanja pri Bistrici vrača 4 doseženimi zadetki in brez prejetega. Jesenice so zabeležile pomembno zmago proti Rudarju, Krka je na derbiju v Krškem zmagala s kar 4-0, 5-1 je bilo na tekmi Jadrana in Slovana. Lokalni derbi Nafte in Beltincev Klime Tratnjek se je končal z 2-1, Triglav je bil uspešnejši od Tabora z 1-0. In nato še remi Gorice in Dravinje. Nafta je še korak bliže prvi ligi, Lendavčani ohranjajo 5 točk prednosti pred Brinjem Grosupljem, Triglav ima 63 točk, 6 več od Beltincev Klime Tratnjek. Na 5. mestu bo ligaško tekmovanje zaključil Tabor, Keti Emi Impol Bistrica ima 39 točk, Rudar 36. Prvi del razpredelnice zaključuje Dravinja, ki je preskočila Bilje. 10. mesto si delita Slovan in Jadran Dekani, Ilirija ima 27 točk, Krka se je otresla družbe Krškega, Gorici je uspelo znova preskočiti Jesenice. Še 2 kroga sta ostala do konca, poglejmo si pare 29. Gorica igra z Ilirijo, v petek sta na sporedu še tekmi Krke in Jesenic ter Rudarja in Jadrana. 3 tekme nato sledijo v soboto, Dravinja se bo soočila s Krškim, Beltinci Klima Tratnjek, doma pričakujejo Bilje, Triglav v športnem centru Kranj Keti Emi Impol Bistrico. Preostali 2 tekmi bosta v nedeljo, Slovan proti Taboru ter dvoboj, ki bi lahko odločil prvaka, Brinje Grosuplje proti Nafti.